Papež Frančišek je 7. avgusta v avdienco sprejel približno 2000 članov mladinskega evharističnega gibanja, ki se mudijo v Rimu na mednarodnem srečanju. Mladi so svetemu očetu zastavili vprašanja povezana z družino, z Jezusovim prijateljstvom, pa tudi z globino evharistije. Sveti oče je mlade najprej spodbudil, da bi se vprašali, kaj so njihove napetosti. Le te jim namreč kažejo, da so živi. Sveti oče je tako povzel odgovor v 3 točkah. Prvič, ne boj se napetosti, ker ti pomagajo rasti. Drugič, napetosti se rešujejo z dialogom, ker dialog združuje. Tretjič, ne navezuj se preveč na napetosti, ker te to na koncu uniči. Nato je spregovoril o sporih. Ti so vedno bili prisotni in vedno bodo. Pravi družbeni in tudi kulturni spori se prav tako kot napetosti rešujejo z dialogom. Nato pa dodal, da pravi mir vedno prihaja od Jezusa, če tudi je včasih uvit s križem. Mal pagatore. Hudič je slab plačnik, nikoli ne plača dobro, je prevarant, dati zabavo, ne pa veselja, medtem ko je znamenje Jezusovega miru globoko veselje. Jezus je dober plačnik, plača zelo dobro, je poudaril papež Frančišek. Na vprašanje o znamenjih veselja v 21. stoletju je odgovoril, da nedvomno so. Med njimi je bilo prav srečanje z mladimi, ki verjamejo, da je Jezus v Evharistiji, da je ljubezen močnejša od sovraštva, mir močnejši od vojne, spoštovanje močnejše od spora, harmonija močnejša od napetosti. Vse to je upanje in to papežu prinaša veselje. Na tem mestu je ponovil tudi svoje prepričanje, da smo danes sredi 3. svetovne vojne, ki pa je razkosana. To je nekaj negativnega, a znamenja veselja in upanja so. Na koncu je papež članom mladinskega evharističnega gibanja še povedal, da je vprašanja sicer imel vnaprej, a jih ni prebral. Kar jim je povedal iz srca. Napetosti, dialog. Spori, spoštovanje, dialog. Povračilo Jezusove navzočnosti, prijateljstvo z Jezusom, mir in veselje. Srečanje z Jezusom. Čudenje, veselje, mir, naprej poglobiti evharistijo, spominjanje tistega, kar je storil Jezus, je mladim položil na srce sveti oče.